Mednarodno priznani kipar Seiji Kimoto se je rodil na Japonskem, zadnja leta pa živi v Nemčiji. Kot otroka so ga zaznamovale grozote druge svetovne vojne. Za potrebe spominskih obeležij je izdelal različne kipe, posvečene žrtvam koncentracijskih taborišč, ki uprizarjajo razmerja med nasiljem in žrtvami, med smrtjo in voljo do preživetja. Tako je nastala zbirka kipov, ki zdaj potuje po teh prostorih spomina na najhujše dogodke iz zgodovine 20. stoletja in v bistvu pripoveduje zgodbo o teh tragičnih usodah ljudi, o moči, o nemoči, o trpljenju, ampak tudi o tisti moči za preživetje, o upanju, o človeškem dostojanstvu, ki ga dejansko lahko, če smo le dovolj močni, ohranimo tudi v najtežjih okoliščinah. Umetnik je pred kratkim izdelal tudi dva kipa za taborišče Ljubelj Sever in Ljubelj Jug, ki je edino v Sloveniji, kjer so še ohranjeni ostanki nekdanjega taboriščnega prostora. Odprtje razstave namreč sovpada z občinskim praznovanjem 71. obletnice osvoboditve nekdanjega taborišča Mauthausen pod Ljubeljem in 50-letnice pobratenja Tržiča s francoskim mestom Saint-Marie-aux-Mines. Oboje je povezano z koncentracijskim taboriščem in z drugo svetovno vojno. Namreč v Saint-Marie-aux-Mines je bila ravno tako kot v Tržiču podružnica koncentracijskih taborišč. Skratka, in tudi po tej poti smo nekako prišli do tega prvega umetnika, do kiparja Seijija Kimota, ki izdeluje kipe posvečene žrtvam koncentracijskih taborišč. Stvari, ki so nas desetletja nazaj skrbele, zatirale, ločevale, nas danes združujejo in pa povezujejo. Danes so z nami Francozi, Avstrijci, tisti, ki so nekdaj skupaj trpeli v taborišču, danes rešujemo probleme v tej združeni Evropi drugače in mislim, da je to tisto pravo sporočilo za življenje v paviljonu NOB. Našemu muzeju je uspela čudovita razstava z kulturnim vložkom. Jaz mislim, da je to tisto pravo, na katerem moramo graditi in se truditi še naprej. Jaz si sam želim, da lastnik paviljona, to je krajevna skupnost Tržič mesto, v to stavbo vloži tudi dušo in srce, da bo stalno dobro obiskana, seveda pri tem pa lahko računa na pomoč občine Tržič. Razstavo Moč in nemoč, ki bo v paviljonu NOB v Tržiču na ogled vse do 10. julija, bi si moral ogledati vsakdo od nas, saj še posebej zdaj, ko se v skoraj naši soseščini dogajajo vojne, trpljenje in begunci, trka na vest slehernega človeka.